zaroka in jutri poroka. Ti boste za pričo, stari bokalnik. Več časti. Lahko bi rekli, da je sam Bog posegel vmes. Midva z doktorjem Lombardijem namreč ne bi postala svaka, če mladi razpon ne bi umrl. Mladi razpon je mrtev? Mrtev. Ubili so ga v družbi mladih, vročekrvnih petelinov. Florindo, ljubček njegove sestre, je bil tudi zraven. Kako se je zgodilo, pa ne vem. 4 leta sem imel gostilno v Torinu in tam je bil moj vsakdanji gost. Tudi njegovo sestro Beatrice sem poznal. Vrlo dekle, samo pri moške bila vzgojena. In zdaj je mrtev, kdo bi si mislil. Dekle se bo že potolažilo. Po bratovi smrti je postala zelo bogata. Nikar ne pozabimo, vam bi namreč prišli na poročno gostijo, ne preveč razkošno, ampak slastno. To prepustite meni. Prva jed bo kipeča kot žena, druga bo slastna kot nevesta, tretja bo... Zunaj je sluga nekega tujca. Kaj pa hoče? Sam bom povedal. Prav ljubezniv in špasen dečko. Torej tale ljubeznivi in špasni dečko izvoli noter. Ne več bo kak trgovski potnik, ki so ga napotili k meni. Prosim, priporočite mojo pročno. Včast mi je, da sem vašemu velevarodju prijatelj in udani sluga. Kaj bi rad? A vas smem nekaj vprašati? Na dan z besedo. Dobede brka ljubezniva, da če nič ne razpica, vas pa nič ne briga. Sicer pa stupična moja hčera. Bog daj vašemu velevarodju mnogo veselja z njo. Kakšna sreča sem vas poznal. Negativna. Sicer pa, stvari prijatelj, kdo ste, kaj mi dali, kdo vas pošilja? Počasi, gospode, tu pa še ne hkrati, to je res preveliko. Ste že nevesta? Ne. Povedali boste. Sluga svega gospoda sem. Jaz tudi nisem ženin. Kje misliš ti o ženitvi? Diče, kdo je tvoj gospod? Če vas morda zanima moje ime, sem Trufaldina Vatokio. Romska strela njegova in mi hoče zmeriti. Tudi bez romska strela? Federica Raspoli iz Turina. Še. Kdo je tvoj gospod? Siromak slabo sliši. Federica Raspoli iz Turina. Senor. Moj gospod? Tvoj gospod je pač mrtev. Moj gospod mrtev? Kdo pa je zdaj nore? Stoj spodaj, zdrav kot ren. Spodaj stoji. A ni mrtev? Z dovoljenjem, pogledati moram, če je mora res mrtev. Takoj moram mlademu bačku sporočiti to grozno novico. Kaj, če mu je prišlo na misel, da ostane živ? Aj, tako se siromaki ne ravna! Tega vam nikoli ne odpustim. Kaj pa je? Reči meni, da je moj gospod mrtev. Zakaj pa ne? Ko me ven radoži še plačo. In pri vsem se še prvi sporekal, kmečka peč, ima še zvirek hočem iskati. Men. Žal. Ja. Gospod Federico. Ja. Razponi. Ja, ta. Iz Turina. Ta, ja. No, rišnico s tabo. Ja, kaj pa jaz moram, da še živi. Da pa živi, pa priča ta klofuta, ki mi je njegova milost polka prismodila. Pa ne pride gor, ta tvoj gospod, ki je od mrtvih vstal. Vstal ali ne? Vsekakor živi.
radnega nimamo o njegovi smrti. Gospod Pandolfo, vaša prijazna pisma in ta sprejem si močno nasprotujejo. Tukaj prosim dovoljenje, da vas lepo pozdravim. Ampak, oprostite, kdo pa ste sploh? Še vedno Federico Rasponi iz Turina. Kaj, vidi prav, Rasponijeva sestra Beatrice? Menili smo, da ste malo mrtvi. To je splošno mnenje. Samo ranjen sem bil in komaj sem okreval, sem pohitil sem, da ne požrem dane besede. Poštega obraz imate. Jaz pač imam zanesljiva pisma o Razponjevi smrti, zato pa vse razumete. Jasni dokazi. Arsucara, tukaj so 4 pisma vaših tedovskih prijateljev. Prepričajte se sami. Čestitam vam za okrevanje, senjor Rasponi. Kaj niste vi? Vaš udani sluga Tevajgo. Ne izdejte me. Tale mošniček ima dvojčke. To vas so dvojčki? Srčno me veseli, da vas spet vidim, senjor Rasponi. Sem krčmar pri zlatem labodu in jamčim za dobro postrežbo. Kje sem bolj zvolen, kot pri vas? Spoštovani gospodin prijatelj, ta pisma ne bi mi izročil gospod Rasponi. Torej morate biti vi, gospod Rasponi. Še dvomite? Sklicujem se na gospoda Tebajda. Ta gospod je prav zares Federico Rasponi iz Turina. Ta mehna laž je stokratno pošteno poplačana. Pozdravljam vas v deželi, živih. Papa! Kaj ste navarili, da se kaj radina? To niso traparije, hčerkica moja. Torej, to je moja izvoljenka. Gospodinčna, Bog daje, da bi pristanek meni staršev tudi vaših očeh pomenil mojo srečo. Ne! Kaj bi vas bil sprejem? Nikar ne zamirite, Magaš je nerodna, sicer se bo pa že popravila. Upajmo! Ne boš, kak sorodnik? Ja, moj nečak seveda. Kakšen nečak, ženim tele danes sem. Ženin? Kaj pa si potle jaz? Tisočkrat oprostite, prečastim gospod. Ko sem zvedel za vašo smrt, sem htiče dobil po gospodu Silviju, ampak ker za božjo voljo niste mrtvi, imate vi seveda prednost. Gospod Rasponi je preveč pameten, da bi imel ženo, ki je svoje srce podarila drugemu. Sicer nisem neumen, zdaj pa bom vse en. Zavodni metrozauro bo prej spoznal moj meč in smeraj se vam ne bo posrečilo ostati od mrtvih. Kaj pravite vi k temu, dražest na ozaura? Pravim, da ste žal živeli. O, kako si upaš, lejda! Gospod Pandolfo, verjemite, čez nekaj ur bom mislila o meni bistveno drugače. Dotlej pa bodite tako prijazni in mi na moje kreditno pismo posodite 200 dukatov. Potovanje me čisto izsušilo. Kot želite, se stanujete pri našem prijatelju Tevajdu, ne? Ja. Gospod Pandolfo, rozaura je zbesnela, govorijo vodi, strup v ognju. Zraki na zemlji, pustite, nuj na zemlji. No, zdaj mi pa povejte, premilostna gost. Zidovi imajo ušesa. Torej, moj ubogi brat, moj ljubljeni Florindo in ducat mladih fantov so se skočili v lase. Izdrli so meče in moj brat je obležal. Nihče ne ve, kdo pravzaprav ga je, a je strahopet se od njih večina ušla in z njimi tudi Florindo. Ta mladina. Naja, jaz mu zdaj sledim z vsemi poverilnimi pismi, z imenom in v obliki svojega brata. Rada bi Florindu pomagala. In se z njim poročila. Še vedno ste tako spretno in pogumno dekle. Gospod Pandolfo ima 60.000 dukatov od mojega brata. Lahko bi jih zadržal, češ da nimam varuha in mi tako vzel vso možnost, da pomagam Florindu. Zanesite se nami na mojo Saj močečnost. vsem računam. Je moja Florindo že tukaj? Plemeni ga vsekako ni. Poprašali bomo v nekaj bolj uglednih krčmah, recimo pri divjem vitezu ali pa mastni ponvi. Kje pa je vaš sluga?
Ne vem, na poti. Dečko je zanimiva mešanica buca in navihanca. Mislim pa, da je zvest. To kljemu gledati na prste. Mogoče, meniva. No, slugo. Stajmo pa dovolj. Moj gospod mi da malo jesti in še za te drobtinice moram cviliti. Kada pridejo potniki v mesto, grem najprej v gostilno. A ne? Moj gospod, pa pustim vsa svojo kamo na pošti. Obiskujem prijatelje in se hudičem privezal bogega sluga. Kakšne vonjave. Tamne. Kuhinja! In taka, da bi se prvoci Bergama spravovanja. Rad bi pokukal noter. Bohem Trufaldina. Pomočniček je rod tako prasen, kot je želodec. Krčma je dobra, mehke postelje in gospodske sobe. Kuhinja, ki tako diši, da bi jo kamalo. S čim pa se ukvarja, sinko moj? Sluga sem z dovoljenjem. Sluga? Ja, tu imamo od svojega gospoda za zvesto službo. Ha, tako. Iz Bergama. Iz Bergama, ja? In tvoj gospod? Meno tam sem brez... ne, v bistvu sem... Torej, brez gospoda? Ne, se vidite. Bi mi služil. Zakaj pa ne? Koliko pa plačate? Koliko pa ti plačeval prejšnji gospod? Dejal mi je... dukat na mesec. Zraven pa še hrana in pijača. Toliko dam tudi jaz. Rad pa bi malo več. Koliko? Na dan za krož tobaka. Sprejeto. Vaš sluga sem. Torej, poznati moram tudi tvoje prejšnje vedenje. Poprašajte v Bergamu, tam vam pa bi vsak otrok, kdo sem. Kaj tebe netka nihče ne pozna? Se smo, saj sem šele prišel z dovoljenjem. Videti si pošten. Preizkusite me. Pojdi na pošto in vprašaj za pismo na ime Florindo Aretuzi. Florindo Aretuzi? Ja? Na uslugo. Vi pa naročite obed. Na uslugo! Čuden čuk. Vsak dan groš več. To na mesec 30 grošov. Jasno, da sem se zlagal, ko sem rekel, da mi daje oni gospod dukat na mesec. Daj mi samo $3. Zdaj pa, za tegale na pošto. Kako me torej pričakuje? Se vidi, da vas še zmeraj pričakuje. Zakaj tu in ne na trgu? Malo sem se sprehodil, da bi pozabil na lahko. Se bom jaz malo sprehod, pa to je zadko in ofro, ki se maže s kaputami. Tu je vaša soba. Tu sta moj drugi gospod. Maš na pošto, pokonče. In vprašaj za pismo na ime Federico Rasponi. Federico Rasponi? Butec.
in za mojo sestro Beatrice razpomniti. Bolela je s fotoma. Ja, a bokaj! Počasi, pa viš. Kaj, pričakujete pismo na pravo ali na nepravo? V Torinu ima zanesljivega slugo, ki ima vešče o vseh dogodkih. Ne vem pa, na katero ime bo pisal. Jaz si še vedno tu! Ne reč! Ste vi gospod Krčmar? Poročam svoj trebuh. Opravi svoje reči, ljubo bo tvojemu trebuhu. Koliko išče enega gospoda? Jaz imam pa kar dva! Ampak, dvema gospodoma ne bo mogel služiti. Zakaj pravzaprav ne? Če služim dvema gospodoma, dobim tudi dvojno plačo in dvojno hrano. Ja, in če pride na dan, kaj za to? Če me prvi nažene, ostanem lepo pri drugem. Ha! Kako sem iz Bergama to gotovo napravil? Zdaj pa na pošto. Čakaj, prostite. Zelo sem. Kje je tvoj gospod? Mar sem jaz spal svojega gospoda! Naš to lebest, ha? Ne še, hvala Bogu. Gospodje! Gospodje! Gospodje, tu? Govoriti hočem z njim. Če me kaj častivo prišel van. Ja. Nazad sem. Ja, živeno! Ja. Ja. Katerega gospoda pa ne bo zapravo pokličem? Tvojni vragu! Na uslugo. Sneto. Ne bojo me obrekovali, da se je tekmecu brez kazni skominalo po moje nevesti. Ha! Razpon je všel smrti enkrat, drugič se mu ne bo posrečilo. Kje je razponik? Kaj ga hoče? Vas ubiti. Kdo pa je to? Jaz skočim ta čas na pošto. Hoteli ste govoriti z mano? Z vami? Vsega še poznam me. In mana mi je rekel moj sluga, da ste to zelo samo zahtevali. Govoriti hočem z njegovim gospodom. To sem jaz. Gospod tistega sluge? Vse tega. Nerodna zmota. Pardon. Nic za to, hvala Bogu. Tujec? Ja, iz Turina. Iz Torina? Poznate torej nekega Federica Rasponija? Ja. Poznal sem ga, to da mrtev. Baje. Ampak ravno kar se je prikazal in zahteval mojo nevesto. Federico Rasponi? Prisežem, da je mrtev. Prisežem, da je živ. Rekli so mi, da stanuje tukaj. Meni so rekli, da sem tu edini gost. Jasno, da rajši stanuje inkognito. Če ga slučajno srečate, mu sporočite, naj se odreče ženitvi, sicer bo eden od naju obležal. Moje ime je Silvio Lombardi. Opustite, da sem motil. Nic za to. Hvala Bogu, da sem vas poznal. Smem videti vaše ime? Horacio Ardenti. Na uslugo. Na uslugo. Ali je mogoče, da ga nisem umoril? Hvala Bogu. Zdaj pa nazaj v Turin. Moram se pravičiti, prebuditi skrbi moji Beatrice. Zato bi moj tvoj gospod. Ne odidemo v Turin. Tukaj sem. Kdo? Tukaj Nino. Hoče z mano v Turin. Ja, da. Kmalu. Pomislim vam pri obedu. Apropo, si prišel s pošte? Ja. Pisma? Moment.
Sem z njimi. Ja, samo... Sem pismo, niso vaša. Kako to? Ja, stari znanec me je prosil, vprašam tudi za pisma njegovega gospoda. Zdi se mi, da je eno pismo zame, kjer pa sem brati že malo pozabil, ne vem, katero je. Daj, sem kazal! Znate, ustregel svojemu kameradu. Kaj? Beatrice razponi iz Torina. To je za mojega kamerada. Za kakšnega kamerada? Ime mu je... Tako mu je... Moja puča! Kaj? Se ti kisejo možgani? To pride na rede prihanje. Že vem, Pascual mu je ime. Kje pa služite, Pascual? Če si moral prinesti pismo za njegovega gospoda, ti vendar povedal ime. Čečka me ne na kos papirja. Kje ga imaš? Spotoma sem ga zgubil. Kje bo srečal tega Pascuala? Na živinskem sejmu, kaj zdaj dobim? Ne še! Ne! Zato gre človek v zapor za eno leto! Kaj me briga? Zdaj pa to. Ljubezniva gospica, sluga Manuel. Vaš neprehodni odhod je vse vaše prijatelje presenetil. Mene tudi. Prišlo je tudi na dan, da ste zapustili mesto v moški obleki in da ste jo buškni obrali za svojim priljubim Floridom. Za mano je prišla! Joj! Njegova nedožnost pri umoru je dokazana. Nisem ga umoril! Nisem ga umoril! Joj! Nisem ga umoril! Lahko ga svet nazaj! Najvažne zadeve, da če sluga Manuel. Ti vrlo dekle! A veste, da bom zaradi vaše zvedavosti morda tepen? Išči mi tega Pascuala! Oba bom dobro nagradu! Nagradu? Kaj pa je povedal, če pa bude na pečatni več cel? To gre za A ti tvoja čast! Reci, da je bilo pomoto! Nihče ga ni bral! Beatrice v moški obleki, jaj! Pascuala ne poiščem in preverjam sem. Sjajno sem se izmuznil. Nekoč sem videl, kako je neka ženska zapečatila pismo s prežvečenim kruhom. Pa poskusim tudi jaz. Kdo bi zdaj še opadla pečatni več cel? Strela! Kaj se vlega postavi? Koč! Odnesi ga v mojo sobo. Kako me spod? Zvučil tam koček. Si ga pošli? Ja? Je bilo zame kaj pisal? Ne. Ne? Samo eno za vašo sestro. Daj ga sem. Ja, ampak to ni za vas. Marš! Daj sem! Ste vi vaša sestra? Ti imaš še Pismo je bilo odprto. Odprto? Odprto. Zdaj je zapečateno s kruhom. Kruhom? Zdaj je Spustite mi pogrebam se pa... Ti si bil ta capin! Torej, na pošti je bilo eno pismo tudi zame. Kam pa sem brati že malo pozabil, sem prebral vaše pismo. Lažeš! Častna beseda. Si ga prebral? Črke so mi čisto neznane. Prebral kdo drug. Še kaj? Pazi se.
je tvoj gospod doma? Njega, Kako je doma? Da, dajmo ta južniček, čez pol ure se vrnem. Tale obrašček se mi zdi nekam znan. Zdaj me pa ni povedal, kateremu gospodu da dam. Tale mošniček. Prlemo. To je vino! Si našel Pacvala? Ne še, čeprav ste zapisano, iščite in našli goste! Zato sem pa našel nekoga, ki mi je dal 200 dukatov. Čemu? Bodite enkrat lepo odkrito srčni. Čakujete denar? Že dobro! Potem so ti dukati ne boš vaši. Kaj me rekel, kot jih je dal? Rekel je, da je tam še eno gospoda, ampak... Daj se grozil! Kaj ni povedal imena svojega? Ne, ni. Mogoče bi bil trgovec Ardeni. Ne veš. Molči! Da pa spara ne pozabi. Ne bom, takoj ga vem iskat. Zdaj pa pogledamo, da vidimo, kaj pod zobe. No. Kaj se kaj za pod zobi? Ki pa hodi. Gospod Florindo! Gospod! Gospod Florindo! Gospod Florindo! Imam pa res malo. Od 2 gospodov. Ne pride niti eden k kosilu. Nekoč sem slišal, da ti fini ljudje nimajo vesti. Ne vem, če je to res. Da pa nimajo želodca, pa vsekakor drži. Gospod Florindo. Gospod Florindo. Gospod Florindo. Pasqual? Si našel Pasquala? Ne še ne, pred kosilom ga ni mogoče najti. Ima že tako maniro, da se napravi nevidnega. Tako kot zaslužuča, da ne? Če bi le vedel, kje je Beatrice. Lahko bi prišli malo prej. Mogoče pa stala v kakšni predmestni krčmi. Devatek? Zakaj? Že pred eno uro ste naročili kosilo. Zdaj ne bom jedel, zdaj nimam časa. Gospode, v teh krajih je treba jesti, če človek hoče umreti. Jedel bom, ko bom prišel nazaj. Če pa ne, pa bom počakal do večera. Še to? Če si lačen, naj ti dajo kaj jesti. Če tako pa kar bodite nasprejo. Lepega krasi človek tudi ne je. Pa spala ne pozabi. Ne bom, takoj po kosilu ga grem iskat. Ti nami moti. Mene pa nič. Tu zabriga moj hoček. Tudi škatlico vzami in ključe. Ključe vam precej prinese nazaj. Lahko mi jih daš tudi pozneje. Pa skara ne pozabi. Ne bom, takoj ga grem iskat. Pane bude rekel, da mi dali jesti. Še tega se manjkalo. Ti niso dali mošnička z 200 dukati? So ja. Sam s njim. Kaj je tudi vaš? Kaj tudi moj? Kaj pa ti je rekel gospod Pandolfo, ko ti je dal denar? Ja. Rekel je njega, je dan sem gospod, ampak jaz sem čisto... Da vedo, kdo je tvoj gospod. Ja, seveda, se pač stvari na svetu. Sam ste nakle. Ne bo, ker ste vi... Je to vas denar? Jaz nisem nič vzel. Upam. Reci kočmaru, da bo z menoj Južino tudi moj prijatelj. Vaš prijatelj, kdo pa? Gospod Firbec. Firbec? Popolnoma ne znam. Koliko ljudi? 5 ali 6. Boš... Da bo
Vse pripravljeno, ja? Boste prepustili aranžma meni? Ja, aranžma. Ko se vrnete, mora biti vse pripravljeno. Bom vse pripravil. Ja. Tale listek spravi kroček. Menica je za 5000 dukatov. In tole dozo odnesi kakemu zlatarju. Pokvarila se je. Jo bom odnesel. Ko bi le čim dalje mogla obtožati svojo skrivnost. Ja, pa gre za čast. Zdaj bomo videli, kaj se pravi moj okus. Halo, štarija? Za dobro pojedino ni samo važno število jedi, ampak tudi aranžma. Moj gospod pride danes s prijateljem. Upam, da ste dobro preskrbljeni. Jasno. Kaj pa boste se pripravili? Naročil sem 9 sklet. A ne, več kot 6 ne bo smelo biti, kaj me gospoda... pa ne jih bude vidite. Kakšna pa so? Meso, ribe, juha, frikase. Prve ti poznam, četrte pa ne. Velja okusna francoska jed. Zame čisto španska. In kaj še? Pečenka, pašteta, solata, puding. Kaj bi bil puding? Gospodska angleška jed. Aha. Ja, in kako bomo vse to aranžirali? Semle bi postavili meso, semle juho, semle solato in semle frikase. Ja. In kaj bi na sredo? Mogoče bi na sredo postavili omako. Ne! Na sredi mora biti nekaj prijetnega, nekaj reprezentativnega, nekaj, kar je človeku... Ja, seveda juha. Vi, krčvari, se zasilo spoznate v kuhinji, ampak aranžirati pojedino, tega pa ne znate. Glejte, takole naredim to v Bergamu. To je miza. Na sredo pride juha. Semle meso, semle ribe, semle in semle frike... Tista reč pač. Omake od rib predale. Ju bomo že skupaj spravili. Kaj pa ti na koleni? Oranžiram. Ranžiraš? Pravi se tranžirati, ampak oranžirati. Kakšen papir pa je to? To pa res papirček. Moja menica! Meničica, idemo pa spet slep. Novec si se šil! Kakšen norec. Pa še dobro, da ni kakšna tuja menica. Tako vam napišem novo in spad bo urejena. Ti oso tako te napisti, da boš črl! Vsega tleče, gospod Tebajlo, kaj ne zna pojedine oranžirati. Človek ni oganka, enkrat je briht, drugič zabit. Se samo tako dela. Pa brigajte se, dragi Tebajlo, da dobimo kaj po zobe. Naročil sem 9 sklet. Zadosti bojo 3 ali 4. In če imate brinovke, mi boste uvedili. Pohitev bom. Je, ko vas opazujem, tem bolj se čudim, kako lahko ste mojo hčerko po tistem groznem nastopu spravili na druge misli. Srečno na ključi. Pripravljena se je poročiti z vami. Ne boš misli, da ste nič ne tvega. In kako ste pomerili Silvija? Besedo smo daj in roke ne takoj vedo, s kom ima opravka. Izvolite. Takšen norec. Desno! Po kosilu bova uredila na ene račune. Lahko bi jaz slabšal. Odnesi meso, grem ta čas po drugo jedi.
Tu? Ja, nie? Scusa. Da lì c'è, papà, si lascia. Was idiot? Chodź mi postawić na miza. Na čigavo? Na vaša. Ker mi prinasaš meso preko juha. Tako je tu navadi. Tukaj se bojo ravnali po meni. Na vaša odgovornost. Kaj že spet ni tega mulca? Ufaldino! Tujce je že pojavil. Prinesite še juh in pogrnite mizo. Nič se tako močne poje, kot se skuha. Tu? Ne, aber frisch Kotelett. Če zmeraj tu, se sladkaš? Sladkal. Już to riba res teče, ko po maslu. Če bi mi res uspela, da bi obema gospodoma hkrati služil, to bi bilo genialno. Zame nič. Dajte, jo bom jaz nas vi prinesite ta čas drugi. Bi rad obema služil. Ne zaradi mene. Petnina mi vseeno ne ujde. Brinok je za tvojega gospoda. Branjoke? Kule jih nesem. Že vem. Vsak mi da polovico. Deljeno veselje, vojno veselje. Ne preveč. Tega pojem sam. Počakaj na robe, ptički so za tega. Ja, sad bi se moral. No, gospod pošilja 4 tujcu. Če se imate tako radi, bi pa lahko vsi trije skupaj jedli. Še meso? A ga še bo? Ja, Puding za tvojega gospoda. Puding? To je torej puding. Duši, prav dobro. Skusi. To je bolj kot močnik. Ufaldino! Momento! Mauše. Ufaldino! Prete! Ufaldino! Voli požaru! Mi da pogubcu, ono takrat ko je poln! Ja, Ufaldino, ja, kje uliča pa si? Tukaj. Ja, božeka! Gre pa gledat.
Smem? Muška, sliši gospoda Pandolfa. Gospodična, seveda hočete govoriti z menoj? Tako na pol. Samo, tole pa spravimo. Meni je ljubše, da sem namesto starega gospoda srečala tega ljubeznivega slugo. Ga še nazaj? Tale liste pošilja gospodična vašemu gospodu, a o tem ne sme nihče nič zvedeti. No, prav. Še prej pa vam moram nekaj sporočiti. Od koga? Od nekega žlahtega mladeniča z imenom, kako me že ime? Že vem! Trufaldina na Tokija! Ne poznam. Škoda. Je pa čeden fant in brichten pravi kavalir. Škoda, da ga ne poznam. On pa vas pozna in je tako vas zateleban. Kaj bi dal, da bi ležal v vaših rokah? Če mi pa všeč, zakaj pa ne? Pa ga predstavim. Ja, ne. Moment. Misli, da sem da je on sam? Da se pouča žrtvovati za svojega prijatelja? Ste le videli? Koga? Tega poštenega, mladega fanta! Kje? Ko se to ne delate? Nobenega poštenega mladega fanta nisem videla. Koga pa potem? Enega mladega trapa. Strap! Prav! Torej, me imate radi? Tako ljuška muckave. Zakaj pa tega niste takoj povedali? Ko sem pa tako sramežljiv. Tudi jaz sem sramežljiva. Pa daj pa v božjem imenu, Lena, sramežljiva ustka skupaj. Všeč ste mi že? No! Povedati morate to mojemu gospodu ali pa gospodični. Kaj boste rekla? Rekla boste, če sem zadovoljna jaz. Pa vi? Jaz bom rekla, če so zadovoljni oni. Jaz bom pa rekla, da bomo zadovoljni vsi. Gledajte mi pismo. Spoveste, kaj on je? Ne, rada bi pa vedela. Mislim, da sem dolžen temu pismu pretipati obisti. Kako ga bomo pa spet zaprli? O tem sem pa mojster. Odprem? Znate brati? Mečkano že. Tudi takole, mečkano. No, legajte ga sem. Takole. Ježuš, kaj pa ste naredili? Niče. Berite v Božjem imenu. Berite vi. Vi poznate gospodičine Čačkega, da bo bolje ko jaz. Trenutno nisem čisto vse. Jaz tudi ne. Čemu sva ga potla odprla? Gledajte ga sem. Malo se pa vrga izpravljam. Tole, na primer, je M. Kje pa? To je R. Saj vse eno. J, A, Roja? Saj sem rekla, da je to M. Torej, moja. Ja, ampak, mislite, da piše gospodična moja gospod? Kako pa če ima na koncu repek? Zdaj pa, da to se pravi moj. Pa stikaš to do krogu. Gospodična bi pa za me govorila. Kaj ga imaš tam? Nič. Aj papir nič, a? Papirčak? Kaj ga sem? Na te. Kako ta pik kapiraš samo je pismo? Kaj na lepem se je odprlo?
vaša hčer sporoča, da je doktor svojega sina že spet čisto zmešal. In ta je pismo bil! Kako se je to zgodilo? Jaz sem nedolžna. Kdo je po pismo? Jasne! Kdo ga je prinesel? Tale bi ga mohel dati svojemu gospodu. Blondina ga je prinesla! Si ne smo vam povedati. Jako, ti kamor! Zakaj si pismo? Blondina ga je odprla! Dve pismo! Zakaj se ne smereš, Ukrajino? Sramota je pretepati sluge drugih. Kdo pa te je nabil? Saj to je tisto. Moža sploh ne poznam. In zakaj te je nabil? Pomotoma smo pluli na peto. Hvala! Še eno uro čaka na budenj! To, ker služim dvema gospodoma. Oba sta me pošteno plačala. Si ti naj doza stalo? Doze pa ne. Sem z njo. No, Bože, kaj? Ja. Na te. Kaj? Doza z mojo sliko, ki sem svojčal do Beatriče. Moja je? Tvoja? Ja. Odkot si pa je dodal? Moj prejši gospod jo je zapustil za zvesto službo. Tako, za zvesto službo. A vendar je umrl. Kaj na lepem je umrl. Bilo je strašno žalostno. Kako dolgo je že mrtev? Morda še en teden. Kako pa mu je bilo ime? Imena se je vedno izogibal. Je bil mlad? Pa kako? Brez brade? Golobat je bil. Molči! Odkud pa je prišel? Prišel je iz... Je prišel z Torina? Ja, ga že imamo. Od česa je umrl? Umrl je zato, ker... Bolka ga je pičila. Kdo bi si mislil, da je bolka lahko tako zahrbtna žival? In kje so ga pokopali? Okopali ga? Ja, okopali ga pa še nismo. Kaj? Dva rojaka sta ga v zaboju odvlekli v njegovo rojstno mesto. Nazadnje je bil to tak, ki je Davi prinesel pismo. Pasqual, ja, Pasqual. Ne, ona je bila. Jaj, žalost je umorila. Kaj pa poslušaj? Ono ga smo tudi na obed. Edino, kar te zanima. Vsak dokaj zna. Kaj ni? Moja je. Moja? Doza, ki smo svoj čas poravila Florindu. Tu se pa že vse neha. Moja je. Moj gospod ga je na smrtni postelji zapustil. Si znovi? Nič novo. Človek, priznaj, odkud je prišel tvoj gospod? Iz Turina. In je tukaj imel? Tukaj, ja? Kdaj? Pred enim tednom. Lažeš, vse si to srečo v Veroni. Takoj po smrti sem odhitel v Verono. Mu je bilo ime Florindo? Ja? O ne! Maltu je! Čisto Maltu. Ja. Čisto mrtvo. Ja, kaj pa mu je bilo? Umrl je zato, ker... Padel kanal. Plups! Pa je bilo po njem. Ne! Beatrice! Florinda!
pa vam je to nadvezu? Ja, moj sluga. Kdo pa mene poglasa za mrliča? Moj sluga! V tem more! Hamaj se grozovito Moj zdaj! drugi! O, če ga jaz dobim opis, jaz ga zgrobim! Jaz ga nadavim! O, jaz ga ubijem! Kako dolgo še se nismo videla. In vaš brat? On je mrtev. Mrtev? Tukaj sem pod njegovim imenom. Da sem povzela denar, ki ga je trgovec Pandolfo svoj čas dobil od njega. Ampak da mojega brata niste umorili, bi je dokazano. Ja, to že vem iz nekega pisma, ki je bilo na vas naslovljeno. Kako bi prišlo v vašo roko? Ja, neki sluga, ne boš vaš. In naprosil mojega, da bi pogledal, če tudi zanke pošte. Ja, kje sta pa mojca? Pošteno jima nabite ušesa. Moja draga, hrabra Beatrice. Skočim k trgovcu Pandolfu, da razložim vso to zmedo. Takoj bom nazaj. Krčmar! Krčmar! Želite? Oba slugina takoj prideta sem. Pardon, jaz poznam samo enega sluga in ta služi pri drugem gospodu. Moj sluga je bil še pred nekaj minutami tukaj. Tako ga mislim jaz, pravkar govori z onim drugim gospodom. Oba ne takoj prideta. Eskega gospoda ali bo leto. Gospodovala ženska sem že potegnil. Vsak raz sem dodal. Kakšni navali pa so to? Gospod ga pričakuje njega ponekod. Koga? Pa skvada. Sicer je moj edini prijatelj, ampak drugače je mrga. Jaz pa sem sluga, ki velja za dva. Kaj da gre za golopijo, a ne? In zakaj ta zgodba o smrti? Ja, torej, moj kamerad Pasquale je hotel popraviti dozo svojega gospoda. Svoj gospodje, gospe, to pa sem dal pomotoma vam. In pa da pa z skrivnosti ne bi izdal sem si mislil, do smrti. Lepo. Me veseli, da se zdi tudi vam lepo. Molči! Tola je ta, za katerega si prinesel pismo in bil sluge gospodične Beatrice. Pravzaprav bi moral tebe pa skvala pošteno navladiti. Mene že! Skvala pa mi kvar. Ne ti bo. Zdi se mi, da si boljši od njega. Hvala. Ja. Poleg tega bi vas pa rače nekaj prosil. Kaj pa? Torej, jaz, Boga para, sem zaljubljen do všeč. Ja, vi se temu smete, ampak nas tudi lahko prizadene. Ja, koga pa? Všeč mi je Komola Mucka iz hiše gospoda Pandolfa. In kaj pa meni ima? Vaš sluga sem. Lahko bi zame zastavili besedo. In te deklica sploh ima. Dobro, zazel sem za to. Hvala. In kako jo boš preživljal? Vse to bi si tudi sam rad vedel. Sicer pa se zanašam na dobre prijatelje, kot na Pasquale in na dobre ljudi. Na vas. Rajši si zamesi kar nas. Od srca vam čestitam, dragi prijatelji. Vaš prihod je vso mojo družino rešil more. Se pravi mene. Spet se šalite, gospodična. Vsekakor vam čestitam, ker niste krivi za umor in prav tako vam dajem svoj blagoslov po poroki. Skratka vas prosim, da bi zastopali njenega očeta. Vi verjamete, da sem ženska? Med vse plemenita. Moja prijateljica napotnica. No, rete si roke za ročenca. Bog vajo vari. No,
Pa je urejeno? Ne še! Kaj bi še manjkalo? Saj veste, ki me žuličeva. Aha, tako! Gospod Padolfo, iz početka mi dobite majhno pošljo. Vaše želje so zame povelje. Moj sluga bi si želel vašo mladino za ženo. Že spet en. Če je deklet prav in če fant pošten, zakaj pa ne? Gospod Florin, lahko vam se hotela predložiti, da se moje dekle poroči slugom vaše neveste. Zdaj ste me pa prehiteli, seveda se umaknem. Zakaj pa, gospodična? Umaknem se jaz. Samih komplimentov sploh ne bom dobil žene. Kakšni mečkači. Naprej, prijatelj, dekletu je dolg čas. Gospodična, vaš predlog ne velja. Ne, vaš. Ne, vaš. Moment! Gospod Florindo, kaj niste vi namenili svojega sluge spletični gospodične Beatriče? Ja? In vi, gospodična, kaj niste vi namenili svoje spletične slugu gospodične Beatriče? Ja. Podajte mi ročo, rožati blondinček! Njemu? Tebi? Ja, kje pa sploh vaš sluga? To Florino. Vse veste, da je moj. Kaj ni ime vašemu Pasqual? Tako bi moralo biti tudi vašemu ime. Kaj pa naj to pomeni? Si služil dvema hkrati? Ja, ste obijemo! Zazdaj ti bo. Kaj ne bo, ljubček? Zaradi tebe. Ej, jaz se bova kmalo vzela, pa služil samo enemu gospodu, si razumel? Razumem. Naprej, otroci, slavili bomo 3 poroke. Vse zanimivi imamo, vse en dobiček. Žena! Nikar. Zdaj pa kaj že čas za še en poljubček? Je ali pa ne? O, je! Ne tako hitro, prijateljček. Kako pa? Doslej me se mame gospod pa če bo na oboke. Še ne. Ne pa potem. Prisezi, Florino. Prisegam. Prisezi, pravim. Prisegam! Blandini svoji družici, Blandini svoji družici, da ji nikda ne bo ugovarjal. da ji pridno vsem bom ugovarjal. Kaj? Da ji bom vedno povesti govoril resnico. Bom vedno povesti, ko bom resnica. Da nikda ne bo šel v gostilno brez mene. Ne bom šel nikdar v gostilno brez mene. Ne bom škilil za drugimi dekleti. Ja, ne bom škilil za drugimi dekleti. Petič in šestič, da ji bom prav vsako željo zračil. Z veseljem. Pohodneš, vse še niso poročene. Ampak to je moja očitna želja. No, pridi ga, ljubčika, te poključkam. Aj, to je rožnati blondinček. Pa me kaj tako roki, risane misle, te pa ne stolo in tako dalje. Ne misel na stol. Pač pa moj bodoči. Cel teden bom imel tvojo vročico pred očmi. Taka zvestoga dniva. Blondina! Norček. Takele punce se razkrije zmeraj prepozno. Jaz sem pa res presmogla. Najprej služim 2 gospodina in dobim za to samo delo, prazen želodec in pa glofute. Zdaj služim 3 gospodom, plačo dobivam za enega, glofute pa za 3. Pri 2 služim v njihovi hiši, 3 pa gospodu v moji hiši. In prosim se vlači po začetku te komedije. Ja, kaj smete se mi?
tega vam ne zamerim, samo če boste na vse pred tega ploskali. Za poročim zakoncem pa želim, da bi se vam godilo malo bolje ko meni. Vsem skupaj pa srečno!